Zdravo, jaz sem Andrej S. Kubic in prebral bom en odlomek iz svojega satiričnega romana Permafrost. Kot vemo, je bil Albin Potokar iz Hrušice leta 1944 18-letni partizan, navadno bolj kurir. In tako je nekje proti koncu septembra dobil nalogo, da z Gorenjskega na Soško odpelje nekega člana ruske vojaške misije, da bi se ta spet pridružil svoji skupini. Komandant mu je menda izrecno naročil: zmatraj ga. Bil je razjarjen, ker je tip, pisal se je Jerofejev, v strahovitih izrazih kritiziral naše partizane zaradi discipline. Ni se mogel sprijazniti, da slovenske enote, ko pade komanda, ne jurišajo do zadnjega moža nad bunkerje, tako kot ruske in srbske. Če je z vrha prišel ukaz za napad, so se rajši usedli in začeli analizirati, če ima to vse skupaj sploh kakšen smisel, ali pa jih mogoče samo kdo od zgoraj zajebava. To verjetno pomeni, da tisto prozor nočas mora pasti pri nas ne bi šlo skozi. Pobje se ne bi pustili streljati kot zajci samo zaradi osebnega razpoloženja nekega vrhovnega komandanta. Ta čast mu je pripadla kot lokalcu, ki je poznal poti med okolico Mojstrane in Trento. Ne samo varne, ampak tudi take, da mu pokaže, da je pri nas teren za vojskovanje malo drugačen kot tiste ruske ravnice za jurišanje v spremstvu Stalinovih orgel. Startala sta po noči in Albin ga je, da ga zmatra, peljal skozi kot. Nekje dopoldne sta prečkala spodnji konec Triglavskega ledenika. To je bilo res zvesto očetovo sledenje komandantovemu navodilu. Tam pa sta prav na robu ledenika, ki je bil v tistem letnem času nekako maksimalno odtajan, zagledala truplo, ki je napol gledalo iz sivo-zelenega ledu. Seveda so trupla takrat med ofenzivami ležala vse povsod, torej to samo po sebi ni bilo nič posebnega, ampak bil je čudno oblečen, v oguljeno krzno ali usnje. Na Albina to glede na to, da je pač le faliran gimnazijec s precej nevarno nalogo pred očmi, ni naredilo posebnega vtisa. Jerofejev pa se je vznemiril. Čeprav je bil v Sloveniji sicer v funkciji NKVD-jevca, je Albinu razložil, da je po izobrazbi pravzaprav istornik in se kar ni mogel ločiti od trupla, čeprav je Albin zaskrbljeno pogledoval proti oblakom, ki so se začeli kopičiti nad Triglavom. Komaj ga je spravil naprej, še prej sta morala tisto truplo zasuti snegom in poleg njega zapičiti v led veje, da označita lokacijo. Rus se menda ves preostanek poti mimo Mišelskega konca do Vršakov in Trente ni več kaj dosti pritoževal, kot da je že doživel največ, kar je lahko. Prav hudo presenečen je bil Albin nekaj mesecev kasneje, že proti začetku pomladi, ko je dobil nujno povelje, da mora Jerofejeva spet odpeljati na Triglavski ledenik. Snega je bilo ogromno, nevarnost plazov velika, sledovi ekspedicije v snegu pa vidni na 1000 metrov, ampak Jerofejev je njegovemu vodstvu po jesenskem podvigu očitno zaupal. Dobila sta še spremstvo 4 partizanov, ki so bili očitno skeptični do povelja, ampak so kot hribovci s tistih koncev imeli dovolj dober občutek glede splošnih vremenskih razmer, da niso hoteli izpasti Mone. Tako so se nekje konec zime, ko je bilo naokrog še vse polno nemških straž, povzpeli gor in je Albinu dejansko uspelo najti luknjo, kjer je bil zdaj 1,5 metra pod snegom skrit Janez Ledenjak. To ime so mu med seboj kot interni štos nadeli med spuščanjem na bohinjsko stran. Odkopali so ga spravili v zaboj z nosili in nabasali s snegom. Potem so morali tam zgoraj bivakirati. Naslednji dan so šli na pot. Bilo je tako mraz, da se sneg v Janezovem zaboju vso pot do letališča Otok v Beli krajini, peš na vozovih, del celo na poltovornjaku, ni odtajal. Od tam je letel naravnost do Beograda in nato naprej v Moskvo. In to je bilo to, kar se Albinovih informacij iz tistega časa tiče. Pojasnjeno mu je bilo, da je to nujno, ker v Sloveniji med vojno pač ni ustreznih razmer, da bi tako pomembno najdbo pravilno uskladiščili in ohranili, bratje Rusi pa bodo to mimogrede. Hvala Bogu za letni čas, ko se je vse tako lepo poklopilo, in za Rusko letalsko zvezo med Belo krajino in takrat že osvobojenim Beogradom. Ampak Albinu se je menda najbolj vtisnilo v spomin nekaj drugega,
kako so se tistemu NKVD-jevcu, ki je bil v svojih ocenah gorenjskih partizanov tako pasji, zasvetile oči, ko je zagledal tisto truplo. S kakšnim ekstremnim vznemirjenjem je izgovarjal besede istornik in bronzovi vek. Kar naenkrat se je iz kilarja spremenil v otroka. Pozabil je, da mogoče ne bo preživel pešačenja do Trente, kaj šele nazaj do Primorske, in je videl samo še artefakt s črno pousnelo kožo. Sam je kot obveščevalec in prenašalec povelj pomagal ustvariti cele tkupe mrličev. Za tega konkretnega pa je bil pripravljen po zimi spledati na 2500 metrov in ga v zaboju z ledom mimo nemških strelcev spraviti najprej 100, potem pa še dobrih 2000 kilometrov daleč. Verjetno je moral v Rusiji s svojimi NKVD-jevskimi in kakšnimi akademskimi zvezami gore premikati, da so privolili, da so v tistem Lisunovu poleg ranjencev, opreme in političnega kadra prepeljali še neko brezvezno bronastodobno truplo, ki niti ni bilo marksistične usmeritve. Ampak to se je, kot je bil priča Albin, ki je to povedal Žani, ne pa tudi meni, dejansko zgodilo. Sledil pa je zaplet. Albinu ta žar v očeh Jerofejeva ni dal miru in se mu je namenil slediti. Po demobilizaciji je sklenil pisati zgodovino. Tudi on si je želel dobiti tak žar v oči. To je bil začetek dolge poti, na kateri je tudi doktoriral in nazadnje končal kot predavatelj na univerzi. Ne spomnim se sicer, da bi imel kdaj v očeh kakšen tak žar. Mogoče enostavno ni imel priložnosti, da bi našel kaj takega kot tisti Jerofejev. Mogoče bi, če bi kje med okopavanjem svojega vikenda pri Podčetrtku odkril razvaline stare keltske utrdbe, tako zažarel. Ampak to se ni zgodilo in tudi njegove zgodovinske knjige so bile dokaj povprečne. Dobro napisane, ampak brez kakšne iskre, drznosti. V glavnem o tistem obdobju, ki nas Slovencev niti ne potegne preveč, predvsem v zvezi z ostalinami predslovanskih naselbin na našem ozemlju. A tiste skupne najdbe ni nikoli pozabil. Čeprav med študijem kot čisto navaden, pravzaprav malce podizobražen, brez mature študent, seveda ni mogel poizvedeti, kaj se je v Sovjetski zvezi zgodilo z Janezom Ledenjakom. Profesorjem ga kot mulc iz Hrušice rajši sploh ni omenjal, preveč se jih je bal, potem pa se je tako ali tako zgodil tudi razkol med Jugoslavijo in Stalinom in so bili stiki z Moskvo prekinjeni. Tudi po Stalinovi smrti, ko so se odnosi s Sovjetsko zvezo počasi ogrevali, on pa je bil po diplomi zagotovljenim mestom asistenta, je bila stvar delikatna. Tista njihova operacija prenosa trupla z ledenika je bila strogo konspirativna. Od četverice, ki jo je z Jerofejevom spremljala Striglava, so 3 padli prav v zadnjem mesecu vojne, 4. pa je 10 let pozneje naredil samomor. Še največji problem je bil komandir, ki je vso to praktično noro operacijo pod kdove kakšnimi pritiski iz Rusije ukazal. Ta je kot informbirojevec končal na Golem otoku in tudi po vrnitvi ni ostajal ravno kakšna kredibilna priča. Albin ga ni mogel niti povprašati, od kod je prišel ukaz, ni se mu upal približati, ker se je bal, da bi ga opazila Udba. Takrat je že imel punco, Marjetko Matuš, mojo mamo, taki stiki pa bi ga lahko stali kariere. V glavnem si ne kot fakultetni asistent, ne kot docent, praktično nikomur ni upal omeniti, da bi bilo možno zahtevati vrnitev najdbe iz ZSSR v Jugoslavijo. Se je imel občutek, da bi ga, če bi zgodbo omenil nadrejenim, imeli za norega. In kdo bi jim zameril. Oče je vso epizodo, kar je bilo še najbolj politično modro, enostavno odložil nekam na zadnjo polico možganov. Edino, da jo je še naprej obravnaval kot tisti glavni motiv, zakaj se je sploh spravil študirati zgodovino. Permafrost.